Španska dobrodelna organizacija Proactiva Open Arms je v ponedeljek vodila reševalno akcijo, v kateri so iz prenatrpanega gumijastega čolna iz Libije rešili 93 ljudi in jih pripeljali v Italijo. Med njimi je bil tudi 22-letni Eritrejec, ki je v mestu Pozzallo na jugu Sicilije nato umrl zaradi tuberkuloze. Mladenič je bil hudo podhranjen, tehtal je le 33 kg in potreboval pomoč že pri hoji. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer je čez 12 ur umrl. Ni pa bil edini s hudimi zdravniškimi težavami. Še 3 moški so bili namreč zaradi podhranjenosti prepeljani v bolnišnico. Migranti so skušali v Italijo priti s čolnom potem, ko so jih imeli v Libiji v nekem podjetju skrite v skladišču, kjer so jih večkrat pretepli in mučili. Združeni narodi ocenjujejo, da v Libiji ostaja še vedno na tisoče migrantov. Tisti, ki jim uspe priti v Italijo, pričajo, da so jih izsiljevali, pretepali, mučili, posiljevali, da so jih prisilili v delo brez plačila. V samomorilskem bombnem napadu na obrobju pakistanskega mesta Lahore je umrlo okoli 10 ljudi, ranjenih pa je bilo vsaj 18 oseb, ki so jih prepeljali v bolnišnico. Namestnik generalnega inšpektorja policije Hajder Ashraf je dejal, da je bomba eksplodirala, ko je policija na nadzorni točki menjavala stražo pred letnim srečanjem verske skupnosti v Rajvindu, kjer je bilo sicer prisotnih skoraj 80.000 ljudi. Za samomorilski napad je v sporočilu novinarju Reutersa prevzel odgovornost Mohammad Khurasani, ki se je predstavil kot Taliban. Nigerijski predsednik Muhammad Buhari je sporočil staršem 110 šolark, ki so jih ugrabili islamski pripadniki skupine Boko Haram, da je naročil vojski, letalskim silam in vsem varnostnim agencijam, da najdejo deklice, kjerkoli že so. Obljubil jim je, da bodo izkoristili vse moči in zveze, da bi jih našli in prinesli v njihove domove mir. Buhari, ki je varnost postavil kot temeljni kamen njegove volilne zmage leta 2015, je obljubil obnovljeno ofenzivo proti pripadnikom skupine Boko Haram in branil zapis svoje vlade o omejevanju svojega ozemlja. V enem mesecu od ugrabitve pa deklic še niso našli. A varnost je postala politična zaveza, saj je le 1 leto do prihodnjih volitev. Napad v mestu Dapči, v katerem so ugrabili dekleta, velja za največjo množično ugrabitev po letu 2014, ko je prav ista skupina ugrabila 270 učenk iz mesta Chibok.